nocoj je na Večerve modro z nami pevec zasedbe Tide, Kevin Koradin. Kevin, pozdravljen. Pozdravljen, čau. Nocoj boste nastopili na Večerve modro. Pred vami bodo Fire, za vami še TBF. Pa če kar začneva, vaš drugi album Nothing to Lose je požel pozitivne kritike, zlasti za baladi Waiting for the Rain in Fade Away vas torej vsaj medijsko gledano vleče bolj na baladno stran ustvarjanja? Zmeraj lažje z baladami, zato ker nekako pridejo hitreje do folka, ne. Je en tak zmeraj tako v bistvu pri muski, da bolj ko je nekje umirjena, prej se prime na ljudi, ne. In to je jasno, zato smo tudi štartali s takšnim singlom, ko je prišla v nova plata, ker je bilo enostavno lažje, se je lažje prijelo na radio postaje in tle smo nekje dobili en tak mal hitrejši štart, ne. Torej mogoče hitrejši, bolj trdi komadi potem niso radijsko naravnani? V Sloveniji ne. Je pa sigurno to tisto, kar folk hoče, kadar nastopaš v živo, ne. Tam se pa stvari malo drugače zasukajo in včasih imaš občutek, da bi ljudje hoteli, da sem šponaš, bomo rekli. Bolj na koncertih? Ja, na koncertih, ja. Snemali ste zadnji album na Nizozemskem, kjer ste tudi zoreli. Koliko ste torej kot band slovenski, pojete namreč v angleščini? Ja, mi smo Slovenci, kar se tiče pasoša in rojeni smo tukaj, ampak danes se predvsem vidimo kot Evropejci, ne. Čeprav mogoče vaša glasba zveni na prvo žogo zelo spominja na ameriški rock, na sodobni. Ja, težko je, v bistvu, če gledamo, da je rock prišel tam, ne, je potem jasno, da če ga delaš na pravi način, da ima sigurno neke smernice iz Amerike in tako naprej. Tako kot če pač bi ustvarjal narodno ali pa kakšno balkansko muziko, bi sigurno mogel se ozirati na vzhod, ne. Pač za rock je definitivno tisti vzor Zahodna Evropa in pa Amerika, ne. Številni veliki bendi, vsi so vsaj trije, ponavadi štirje, včasih jih je v rock bandu tudi več. Vi ste štirje, kako je s kreativnim procesom, vlada demokracija ali tiranija? No ja, demokracija se ne obnese. Demokracija se obnese do neke mere, ampak v končni fazi mora zmeraj nekdo odločiti, ne. Jaz ponavadi sem zaposlen za, kar se tiče tekstov in glasbe in potem aranžmaje, tam pa se tudi lahko pomenimo, pa skupaj delamo, ne. Torej v kreativnem procesu ste pa po svoje lider, frontman? Ja, v bistvu ni to vloga, ki bi jo zavestno izbral, tako se je pač zgodilo. Morda, če prideva na ta slovensko rock sceno, vi, kot sem že rekel, težite tudi z besedili ven, koliko za slovenske bende je v tujini kruh precej trd, precej težko se znajdejo zlasti na zahodu. Včasih je bila Jugoslavija tista, kamor so bendi prodirali, sedaj pa zahod, kamor je pa Siddharta je to grobo izkusila, težko prodreti. Zelo pomembno je, da imaš dobro dikcijo angleščine. To je prva stvar, ki bojo poslušali, ko boš prinesel en posnetek na zahod. Vi jo imate? Na srečo, ja. Moram reči, da sem dosti vadil, to sem imel dobre učitelje v tujini in je nekaj pomagalo. Moraš imeti pa tudi nek talent, moraš imeti eno uho za jezike in če tega nimaš, recimo je hecno še v eni Nemčiji, ker angleščina ni pač njihov materin jezik, ti bojo rekli, da nimaš dobre angleške dikcije in da nimaš šans. Tako da je zelo pomembno obvladati angleščino pri teh rečeh in mogoče je to tisto, kar še manjka tem slovenskim bendom, ki dejansko se podajajo v tujino, ne. So morda torej profesorice angleščine ponosne na vas? Ja, jaz upam, da so, če spremljajo. Morda tudi to, prvi album ni tako na prvo žogo oziroma ni tako prodrl, kot se sedaj le z drugim. Kakšna je razlika? Pomembno se mi zdi predvsem, da band raste, ne. Če bi s prvim albumom dosegel že vse, potem bi se verjetno vprašal, kam pa zdaj, ja. Tako da je nekako tudi bilo že planirano, tako da bo drugi malo drugačen in konstantno dozorevaš kot avtor, kot glasbenik in to se potem pozna, ne. Prvi album ima še malo tistega najstniškega naboja, ne, mogoče baziral bolj na samem zvoku, medtem kot ta nov album pa bolj na skladbah. Ko sem vas poslušal v Cvetličarni na promociji albuma in se pogovarjal z nekaterimi že uveljavljenimi slovenskimi bendi, kamor vse bolj spadate tudi vi, so vsi rekli, da veliko obetate. Če ste se kaj pogovarjali, ne vem, z Gregom Skočirjem ali Tomijem Megličem, ste recimo zadovoljili ta pričakovanja? Ste zadovoljni s kariero, ki jo
so ustvarjate? Ja, mislim, v bistvu mi smo tudi tako s kočirjem, pa to se tudi drugače družimo in tle je definitivno neka medsebojna podpora, ne, ker v končni fazi spadamo v isto sceno, ne, rock, ne. Tako da je neka podpora medsebojna in spoštovanje in definitivno mislim, da smo za te 3 leta, kar obstajamo, ogromno naredili, ne. Kaj pa italijanščina? Prihajate bolj iz tistega konca Slovenije? Tudi to obvladamo. Pa bo šlo bolj v to smer, tudi boste šli kot Zucchero? Letos smo začeli z Italijo, ne. Smo imeli prva 2 koncerta zdaj in zdaj imamo, ta mesec imamo še 2 koncerta v Milanu in okolici in pač intervjuje, televizije in tako da zdaj smo nekje s to Italijo začeli. Smo imeli tudi en koncert v živo za Friuli, za tisto regijo, v bistvu 1-urni koncert, tako da nekaj smo začeli z Italijo resno delati, no. Se, ko pogleda človek spisek vaših koncertov, jih ni malo? Ne, od januarja smo skoraj v bistvu, mogoče z izjemo 3 tednov skozi igrali. Torej živite na nek način življenje po svoje rock zvezdnika? Ja, sej, a veš, ko si v muziki te ne more vsak poznati. Poznate ki se zanima za to, kar delaš, to je jasno. Jaz tudi, če bomo govorili o kakšni drugi sceni, verjetno ne poznam 3/4 imena, ampak to je normalno, ne. Važno, da v tistem tvojem stilu, tisto, kar delaš, da imaš tam neko svojo zvesto publiko, ne. To je to. Še morda proti koncu, kako vidite slovensko rock sceno, kje se giblje, kam gre, vam morda stari bendi, ki vedno znova nocoj bodo tukaj, recimo tudi punkerti, vam morda oni odžirajo klientelo po svoje? Ne, jaz mislim, da oni konkretno ne, v končni fazi Pero Lušin se zmeraj ukvarjal z glasbo. Mogoče problem je bolj pri tistih, ki so v službah in se potem nekega dne spomnijo, da bi igrali, pa pol 1 leto igrajo, pol grejo pa spet v službe. Ampak to je pa spet druga zgodba, ker v Sloveniji nimamo sindikatov glasbenih, ki bi to urejali, da pač so lahko plačani samo tisti, ki se z glasbo ukvarjajo poklicno, ne. To so potem spet druge stvari, ne. V New Yorku ne moreš niti igrati v podzemni, če nimaš papirja, da se izključno s tem preživljaš, ne. Pri nas ni tako, ne, in se dogaja to, da nekako odžirajo krug glasbenikom, ampak to ne bi bil primer punkertov. Mislim, da oni so v tej sceni že cel life, ne. Kaj pa prihodnost roka? Bo rock kdaj nadomestil euforijo, ki jo proizvaja turbofolk? Rock je zmeri bil, zmeri bo. To so pa trendi, ki pridejo in grejo, ne. Turbofolk vprašanje, ki bo drugo leto ali čez 2 leti, verjetno bo kaj novega spet, ne. To so pač te zadnji modni, bom rekel, hiti pridejo in grejo, ne. Mi se pa raje držimo tistega nečesa bolj ustaljenega, bom rekel. Preverjenega. V redu, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaš obisk v studiu in obilo veselja na koncertu. Hvala.